Pozdravljene, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci v prvi polovici Malega travna, ko se državljani vsak po svojih močeh trudimo opravljati svoje delo, kar pa ne moremo reči za državo, ki iz dneva v dan spreminja svoje odločitve, seveda pa ne v prid svojih podanikov in nas pušča v negotovosti ter bojazni. Še dobro, da tu in tam pokukamo tudi čez domači prag in spoznavamo tuje kulture in narode. Novim prijateljem pa z vrhano mero gostoljubnosti pokažemo lepote naše male deželice. Tudi o tem bo tekla beseda v informativni oddaji tega tedna. Na 41. območni reviji otroških pevskih zborov prepevalo 23 zborov iz vrtcev in osnovnih šol bistriške, makoljske in poljčanske občine. Bistriška srednja šola gostila profesorje in dijake iz 4 evropskih držav. Društvo Vintgar z ekocivilno iniciativo organiziralo na bistriški tržnici izmenjavo semen in sadik domačih sort. Na državnem prvenstvu v tirlingu so se tudi člani in članice bistriškega kluba odlično odrezali. Izšel roman Bistričanke Veronike Fermevc-Ban. Bistriški župan dr. Ivan Žagar podpisal dogovor o vključitvi v projekt Občina po meri invalidov. Do 20. aprila bodo policisti poostreno preverjali hitrost vožnje v prometu. V rubriko Lokalne novice smo ta teden uvrstili tudi nekaj prispevkov o dejavnostih mladih na najrazličnejših področjih, dodali pa še nekaj drugih prav tako pomembnih informacij. Pretekli konec tedna je potekala v Slovenski Bistrici in na Spodnji Polskavi že 41. območna revija otroških pevskih zborov iz osnovnih šol in vrtcev poljčanske, makoljske in bistriške občine. Izbor pesmi je bil zelo raznolik, med njimi je bilo veliko tudi ljudskih ter uglasbitev slovenskih otroških pesmi. Strokovno oceno je podala Sonja Kasesnik, revijo je povezovala Natalija Šarman-Verleš. Finančno so nastope podprle vse 3 občine, organizacija in izvedba pa je bila tudi tokrat v rokah Javnega sklada za kulturne dejavnosti območne izpostave Slovenska Bistrica. Od sobote 29. marca do sobote 5. aprila so na bistriški srednji šoli gostili profesorje in dijake iz Španije, Poljske, Francije in Škotske. Povezovalci mednarodnega projekta Comenius so bili Španci iz mesta Lorca, saj smo jim Bistričani za izvedbo projekta Luči, kamera, akcija posodili šolo, ker njihova 3 leta od potresa še vedno ni obnovljena. Tema mednarodnega projekta sta film in filmska glasba. Dijaki pa so posneli risanke in filme, nastali pa so tudi filmski plakati, stripi in fotografije. Med druženjem in obiski slovenskih znamenitosti so se gost in gostitelj, Srednja šola Slovenska Bistrica, dotaknili kulturnih posebnosti držav, iz katerih so se udeležili mednarodnega projekta Comenius. Gosti iz tujine so bili navdušeni nad Slovenijo, njenimi lepotami in gostoljubnostjo. Dobro našo društvo je na žurku godine, otvorite šampanec, nekoli dušleve, a hajde živjeli.
srca mojega, si srca mladega. Ti moja rožica, na pragu zreli cvet, najljubši cvet. Los campos carracés, si pudiera devolver la paz que quité, no dudaría en volver a reír. Si pudiera quitar aquel llanto que oí, si pudiera borrar, apartarlo de mí, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, descarmentar de la experiencia, pero nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría, descarmentar de la experiencia, pero nunca más usar la violencia. Preteklo soboto so prišli na svoj račun tudi ljubitelji vrtnarjenja in sadjarstva, saj sta društvo Vintgar in Ekocivilna iniciativa organizirali izmenjavo semen in sadik avtohtonih, domačih in tradicionalnih semen ter sadik zelenjave, sadnih vrst, poljščin in zelišč. Slovenija je namreč po statističnih podatkih v okviru Evropske unije še vedno na repu samooskrbe s hrano, čeprav zadnja leta tudi nekaj hrane pridelamo doma za svoje potrebe. In če je pred pol stoletja skoraj vsako gospodinjstvo pridelalo hrano doma, je danes še tem bolj pomembno, da znova vrnemo na naše vrtove, njive ter v sadovnjake domače sorte, take, ki najbolj ustrezajo našemu podnebju, zemlji in načinu prehranjevanja. Pretekli konec tedna je v Slovenski Bistrici potekal polfinale in finale državnega prvenstva v twirlingu, na katerem so sodelovali tudi člani in članice bistriškega twirling kluba. V skupini C solo je prvo mesto zasedel Maj Leskovar, v skupini A solo pa Sara Pristovnik, ki je osvojila prvo mesto v kategoriji Tu beton mlajši.
V parih mlajših mladincev skupine B sta blesteli Iva Jostinek in Nives Plis, v prostem slogu starejših in mlajših mladincev pa ponovno Maj Leskovar. V prostem slogu junior skupine A par Sara Pristojnik in Jana Pirnat, v prostem slogu senior pa dvojica Anja Hebar in Iva Bračič. Tako tekmovalci kot obiskovalci so z burnim aplavzom spremljali nastopajoče, jih spodbujali in bodrili tudi takrat, ko ni šlo le za prve stopničke. Število twirling klubov in društev se v Sloveniji povečuje, s tem pa tudi navdušenje nad plesno športno zvrstjo, ki vključuje elemente baleta, akrobatike in plesa. Pretekli mesec je pri mariborski založbi Ved izšel prvi ljubezenski roman Bistričanke Veronike Fermevc-Ban. Njegovo dogajanje pa je postavljeno v slovensko okolje z izmišljenimi liki. Marsikdo pa bo morda v njih našel tudi sebe. Banova brez dlake na jeziku in zvrhano mero poguma v romanu odkriva prepovedane teme, o katerih se ne govori na glas, ter v ospredje postavlja zapletena medčloveška razmerja in ljubezenske zveze, ki ne poznajo vir niti glede na spol, starost in socialno ter versko pripadnost. Knjigica, kratka proza, ki nosi naslov Zakaj si zame prepovedana, malo skrivnostno. In ker je danes, bom rekla, lep, topel, sončen pomladni dan in ker, če greste po Kolodvorski, po Trgu Svobode, vse posod piše Ljubezen svet vrti, sem videla, da bo v petek predstava tega gledališča v Kino Svoboda in tudi ljubezen je v moji knjigi.
Ta ljubezen je mogoče malo presenetljiva za marsikoga, zaradi tega, ker opisuje globoko ljubezen med starejšo žensko in mladim fantom, študentom, in šokantna zaradi tega, ker jo pišem drzno v prvi osebi in je za marsikoga še dodati, kar naprej, ni prepovedano. In je dejansko razpoloženska zgodba, ki smo jo več ali manj v taki ali drugačni obliki doživeli vsi mi. Kdorkoli je doživel ljubezen, kakršnokoli, sploh ni važno, od otroške naprej vse govorimo o ljubezni. Ampak najbolj se nas dotakne ponavadi prva ljubezen, posebna ljubezen, taka ljubezen, nesrečna ljubezen, srečna ljubezen. In ena od ljubezni je napisana v tej knjigici. In ta ljubezen je, bom rekla, zgodba. Vsak vpraša, če je moja zgodba. Moja je zato, ker sem jo jaz napisala. Lahko je pa zgodba moja, tvoja, njihova, od kogarkoli. Moškega ali ženske, fanta ali dekleta. In vesela bom, če boste to zgodbo prebrali in z njo dejansko delili občutke, ki jih zaljubljen človek deli, ko je resnično zaljubljen. Takrat ne ve, kaj se dogaja v realnem svetu, ko si resnično zaljubljen. Še enkrat poudarjam. Takrat ne veš, kaj ti govorijo tisti, ki ti govorijo ne tega delati, ne to, ne ono. Nič ne čuješ, nič ne vidiš. Nekaj takega se dogaja v tem primeru. Ljubezen po moje nima ne spola, ne letnice rojstva. Ljubezen je energija, je v kozmosu. In ko do tega pride ali na osnovi tistega utrinka, ko dejansko iskrica preskoči, ali je kaj drugega posredi, da se zaljubiš, potem si pač zaljubljen. To je dejstvo in to je čustvo, ki se ob taki priliki razvija. In ne glede na to, kako se izteče ta ljubezen, nekje sem omenila, da je ljubezen kot ocean, vidiš njegov začetek, a konca ne. Torej, berite, se navdušite nad ljubeznijo, makar jo podoživljate, ali svojo, ali tisto izposojeno v knjigi, kakorkoli, samo da bo ljubezen in da se boste imeli lepo vsaj tistih nekaj uric, ko boste občutili to ljubezen. Moj namen je govoriti o ljubezni, moj namen je spodbuditi bralce, da berejo lepe stvari in na koncu, da se imamo lepo. Kajti, če bi se vsi imeli radi, če bi vsi bili zaljubljeni, nikoli ne bi bilo prepirov, ne bi bilo vojn, bi bilo prav krasno na tem svetu, ne? Zdaj pa, če se hočemo imeti fajn, moramo marsikdaj odmisliti tisto, kar ni fajn, da se imamo vse koliko toliko dobro. Srečna sem in vesela, da ste prišli na to mojo prvo premierno predstavitev moje knjige in upam, da boste veseli in zadovoljni, ko boste knjigo prebrali. V Slovenski Bistrici uspešno nadaljujejo prizadevanja za čim bolj kakovostno življenje invalidov. Župan občine dr. Ivan Žagar je tako s podpredsednikom Zveze delovnih invalidov Slovenije Rajkom Žagarjem in predsednikom Društva invalidov Črešnjevec Antonom Kolarjem v sredo 9. aprila v prostorih Centra za starejše Metulj podpisal dogovor o vključitvi občine v projekt za pridobitev listine Občina po meri invalidov. V ta namen bodo letos izvedli več dejavnosti. Največ pozornosti bodo namenili povezovanju in predstavitvi društev, odpravi arhitektonskih ovir ter osveščanju in obveščanju občanov. Maja bodo sodelovali pri paradi vseživljenjskega učenja, septembra pa v okviru tedna mobilnosti. Poleg tega bodo v občinski zgradbi uredili še informacijsko pisarno, delovati bo začela predvidoma v začetku junija. En velika naloga in en cilj za leto 2014, da se povežemo in da se predstavimo vsem občanom občine Slovenska Bistrica. Prva naloga nas že čaka v maju. V maju imamo parado vseživljenjskega učenja. Tam se bomo predstavili skupaj Društvo invalidov Slovenska Bistrica in Društvo invalidov Črešnjevec na stojnici z eno delavnico, ki bomo predstavili našo delo, ročnih del, kaj ustvarjajo naši invalidi,
in da tudi javnosti pokažemo, kaj ustvarjamo tudi invalidi. Da nismo samo breme družbi, ampak tudi smo ustvarjalni in tudi družba nas potrebuje, ne samo mi družbo, ampak v občini invalidi so, invalidi bojo, tako da to je ena prva naloga povezovanja invalidskih društev. Druga naloga nas čaka v septembru. V septembru bo ena širša akcija, to je v tednu mobilnosti. V tednu mobilnosti bomo pa pozvali vsa društva, ki delujejo na območju občine Slovenska Bistrica, tudi ostale, ki nimajo sedeža v občini Slovenska Bistrica, imajo drugod, da bomo predstavili svoje probleme, svoje videnja na življenje in delo. Tako paraplegiki bojo predstavili svoje stvari, tako gluhi kot slepi, kot mi. Računam, da bi imeli tudi eno kakšno razstavo skupno, potem, da bi prevabili te proizvajalce, ki proizvajajo opremo za paraplegike, distrofike in te stvari, potem tudi slepi, da bi se predstavili, kako je v življenju, če si v tebi, da lahko tudi drugi vidijo, zdravi občani, da jih bomo probali nadeti kakšno obvezo, da bojo videli tudi, kak je življenje v temi in kaj pomenijo prepreke v občini in svojem okolju. Tako da predvsem naloga društva je to, da se povezujemo. Naslednja leta bomo šli širše, da povežemo vsa društva, ki delujejo v občini Slovenska Bistrica, tako društvo upokojencev, gasilska društva, vsa humanitarna, vsa ta društva, da se povežemo v kakšni skupni akciji. Tako je župan rekel, vse ne moramo naenkrat, ampak letos je bistvo, da se vsa invalidska društva povežemo, seznanimo z problemi in te probleme skupaj predstavimo Svetu za invalide in gospodu županu, da delujemo res transparentno in aktivno in plodno. Policisti bistriške policijske postaje so v preteklem in tem tednu zabeležili naslednje dogodke in pojave. Z področja kriminalitete so obravnavali 11 tatvin, 4 poškodovanja tuje stvari in zanemarjanje otroka ter surovo ravnanje. Zgornja Polskava. Neznani storilec je z osebnega vozila snel vsa 4 kolesa ter pri tem poškodoval oba praga na vozilu. Skupne škode je za 600 €. Kovača vas. Neznani storilec je med januarjem in marcem požagal in odpeljal približno 45 kubičnih metrov lesa ter lastnika oškodoval za 1100 €. Slovenska Bistrica. Neznani storilec je poskušal odpeljati 2 osebna avtomobila, vendar mu to ni uspelo. Kljub temu je oba lastnika vozil oškodoval za skupaj 1000 €. Prav tako neznani storilec je vlomil stanovanjsko hišo, od koder je odnesel več kosov zlatnine in lastnico oškodoval za 900 €. Kalše. Iz Vrtne Lope je zmikavt odpeljal kosilnico, plinsko jeklenko, plinski žar in nekaj ročnega orodja, nato pa še vlomil novogradnjo, iz katere pa ni odnesel nič. Škode je za 700 €. Z področja prometne varnosti so policisti obravnavali 17 prometnih nesreč, napisali 4 obdolžilne predloge, izdali 87 plačilnih nalogov in zasegli 2 vozili. Zaradi kršenja javnega reda in miru so posredovali 10-krat in obravnavali 2 manjša požara. Med 7. in 20. aprilom pa poteka policijska akcija, v kateri policisti poostreno nadzirajo hitrost vožnje. Minuli
vikend je na Ptuju potekalo posamično državno prvenstvo v boksu. Na njem so nastopili tudi boksarji iz Slovenske Bistrice. Bili so najuspešnejši, kajti domov so prinesli 3 naslove državnih prvakov, 2 v članski kategoriji in enega v mladinski konkurenci. Mi pa poglejmo, kako doseženo ocenjuje prvi trener stroke boksa v Slovenski Bistrici, trener Stanko Skela. Kot najboljši klub v Sloveniji, najtrofejnejši klub je zdaj to 4. leto zaporedoma, tako da se vidi to nekak rezultat vsega dela, ko delamo v telovadnici doma. Je pa res, da pritisk novih tekmovalcev, mlajših je iz dneva v dan večji in treba se vsak dan dokazovati, da spet ostaneš nekaj na prvem mestu. Ne vem, kako dolgo že nam bo tako uspevalo, ampak res je treba garati, če hočeš ta nivo obdržati. Najprej se torej vrnemo k tistim članskim državnim naslovom. Ljoti v najtežji kategoriji in Mernikov v kategoriji do 64 kg sta torej državna prvaka. Če najprej torej tisto najlažjo kategorijo, kako je spadlo? Treba vsega pohvaliti Mernika Tadeja. On je suvereno čez vse 3 dni premagoval svoje nasprotnike, tako da ni bilo dileme ne pri sodnikih, ne pa nič, tudi ne pri reakciji publike se je videlo, da je zmaga vedno bila v pravih rokah, tako je tudi on osvojil naslov državnega prvaka. In najtežji kategoriji je verjetno Ljoti brez konkurence. Ja, na koncu pa res je tista poslastica vsakega državnega prvenstva je najtežja kategorija. Tako imamo nekak srečo, da imamo takega tekmovalca doma iz Bistrice, Đevđa Ljotija, ki je svoje nasprotnike praktično deklasiral od petka do nedelje. Verjetno pa poslastica državnega prvenstva tudi dvoboj v kategoriji članov do 75 kg, kjer je pravzaprav boksal slovenski reprezentant in udeleženec svetovnega prvenstva Aljaž Venko, vendar je na koncu moral priznati premoč nasprotnikov. Ja, res je, to je bilo nekako največje pričakovanje je bilo od tega finala do 75 kg med Venkotom in bokserjem iz Ljubljane. Borba se je začela tako, Venko je prvo rundo nekako dobil, drugo je že malo popuščal, v 3. rundi pa so mu pošle moči, kajti zadnji teden je dobil neko virozo in ni bil 100%, ni mogel dati tistega od sebe, kaj bi on lahko, tako da bi bil moče rezultat bolj realen, če bi bil 100% zdrav. Je pa vsekako bila ta borba proglašena za najboljšo borbo celega državnega prvenstva in mislim, da še bo čas, da še večkrat se bodo srečala in mislim, da še bojo stvari postavljene na svoje mesto. Verjetno pa tudi to, ker je Aljaž imel že kar nekaj letos težkih dvobojev, torej zmagoval je in verjetno se tudi v formi malo pozna. Ja, vsekako, moramo vedeti res, da je Aljaž bil v pogonu od zime, pač od novega leta, nekako skoraj vsak vikend se je boksalo. Verjetno se tudi pozna to na telesu, verjetno so to posledice vsega tega, ampak dobro, ne moremo iskati nekega opravičila. Zmaga je bila s strani sodnikov dodeljena korektno. Mislim, da je treba dvigniti glavo pa iti naprej, pa trenirati, pa iskati nove zmage spet. Da imajo članski naslovi, torej dobre naslednike, je pokazal mladinec Bauman, ki je prav tako se v kategoriji do 75 kg okitil z naslovom državnega prvaka, tudi z njegovim dosežkom si lahko izredno zadovoljen. Ja, res je, kar se tiče tega, za boks v Bistrici se ni zabavati, ker odzadaj prihajajo tudi generacija mlajših tekmovalcev, ki pa že trkajo prav kar z močnim glasom na člansko med člane, tako da že neki člani imajo po Sloveniji, že imajo kar velike probleme z našimi mladinci. Tako da lahko rečem, da predvsem je tu Alen Bauman, so pa še tudi drugi, ko se moče tudi niso pokazali, nismo jih tudi pelali na to državno prvenstvo, ker vseeno je to povezano nekaj za finančne sredstvi, pa smo pelali tiste, ki so nekako imeli možnosti se tam više vrstiti. Morda kakšni reprezentančni nastopi čakajo tvoje varovance, Aljaža Venka? Ja, kar naslednjo soboto, ta vikend gre v Beograd, pol čez 3 tedne imajo Leskovac, 3-dnevni turnir, mislim, da 18. maja je tudi 3-dnevni turnir v Podgorici, tako praktično se boksa konstantno, non-stop. Zato pa treba glavo držati po konci, iti naprej, pa iskati res nove zmage, nove življenje gre naprej.
Spoštovani, april je muhast in čeprav je to že njegova stara navada, ga ni treba posnemati. Saj veste, da za dežjem običajno vedno posije sonce, tako kot v življenju. Pa srečno!